Drage dame, spoštovani gospodje, dobro jutro v božičnem petkovem jutru. Danes imamo ogromno presenečenj, tudi naša gosta presenečenja, ki sta ta trenutek v studiu in sta prevzela mojo voditeljsko vlogo, ona dva mislite, da sta jo, že čarata neko presenečenje božičkovega petkovega jutra. Jaz jo bom zdaj presenetila, da vidimo, kaj počneta. Pejte s mano. Ja, Božiček pa Klemen. Dobro jutro. Pa naj je dubla, pa naj je dubla. Dobro jutro. Ja, lepo, da si prišel Božiček. Seveda veš, da Damjana, na tvoje povabilo, kako pa na kavo. Dobrodošel. Lepo zdrav. Pazi, Klemen, pazi, Ta je pa hitra. Ja, kaj pa počneta brez mene? Pa sta prevzela mojo voditeljsko vlogo? Jaz sem si nekako rekla, da bi, ker so čakala, ker kafe skuhala, da nova predolgo čakala. Aha, da ne boste dolgo čakala. Ti si šla nekam, midva sva pa kar zabavala. Zabavala. Ja, Božiček, kaj pa ti tako zgodi pri nas? Ja, glej, če gre za povabilo, da lahko pridem uživat, zmeraj pridem, seveda se odzovem, ne. Dobro, okej. Drugače sem pa, vse veš, na poti pa je fino, če se malce pogreješ, ne. Če se malce pogreješ. Sem pa že tudi utrujen, ne, od vseh priprav, seveda, tako da od vseh spiskov, ne. Da je to. Vidim, da Klemen kuha, ampak vseeno, bo še skuhal ene dve kavice, ker me zanima, kaj ti do danes pripravljaš. Jaz bom seveda sproti srkala, pa Božiček tudi, a ne? Predvidevam, da ti moramo dati vodo nazaj noter, je tako? Ja, tako. Božiček, daj še ti pomagaj, pa tam še ti svojo vodo vzami, pa daj noter. Aha, ti si že to vse okrasil, pa boš povedal, katero... Ne bomo vse povedali neko, kako pa kaj, tako da skuhali smo lepo klasično slovensko turško kavico. Super, hvala, odlično. Ena zate s predihom, malo Božiček, diši. Prazničnem času. Vidim, da je tudi cimet pa vse. Ja, morajo biti malo te, kako bi rekel, pravični vkusi, da prijemo, če slučajno smo pozabili to pravično razpoloženje, da se mičkam spomnimo prediha. Ali pa kako smo se kot otroki zabavali. Od začetka ponovno postopek, ker me zanima... Ja, voda pa čezva pa kava, veš? Ja, Božiček, to je bilo mogoče 30-40 let nazaj. Kavica se zdaj kuha na drug način, je tako? Ja, mislim, da turško se še zmeraj kuha, kot se jo nazadnje kuhali. Kot je rekel Božiček, a ne? Božiček ima prav o tem, je z razlogom na mesto Božička, če ne bi bila lahko midva tam. Zdaj, v osnovi se skuha kavica, da rečemo, dodamo noter prvo vodo, jo pridvignemo do vrelišča. Če slučajno zavre, se počaka, da mička temperatura pade, zato da vroča voda ne uniči kave. Iščemo tam 90 do 95 stopinj Celzija znotraj nekega spektra, torej temno pražene kave mogoče bližje 90, bolj svetlo pražene mogoče bližje 95 stopinj Celzija. Zakaj pa je takšna razlika med temno pa svetlo pražene? Torej, svetlo pražena kava ima, kako bi rekel, višjo gostoto zrna, ker med samim praženjem ni toliko vode izparelo ven in rabimo večjo energijo, da poberemo ven stvari, po domače, da naredimo ekstrakcijo. Pa, ko to dvignemo do vrelišča oziroma na tisto temperaturo, pa počakamo, da pade, damo pa neko merco kave noter, jaz na palc rečem, na 1 deci pride 10 gramov, to sta rečemo 2 čajni žlički, da pride taka res dobra, močna kava, da se zbudimo zjutraj, pa da če nekdo rečemo iz daljnih krajev prije, da dobi sploh energijo, da nazaj prišel darila rihtati, če ne bomo vsi brez letos ostali. Hvala, Klemen. Pa še dolgo pot, da nas bo vse skupaj naredil. Klemen, ne vem zate, ampak jaz zase vem, da sem bila zelo pridna in Božiček to ve. Upam, da kako lepo, veliko darilo pod smrečico. Glej, imam morda še kakšno podvprašanje, ampak bova videla. Tako da, pa smo pa dali kavico noter, danes smo skuhali našo poezijo. Ta je sestavljena iz brazilske pa etiopske kave. Tako da ima mičkaj teh priokusov že samega Božiča, bi lahko rekel malo teh, rečemo, oreščkastih, čokoladnih not, mičkaj prediha sadje na začetku. Zdaj pa, da se začini v to božično razpoloženje, je pa potem receptura dodana z muškatnim oreščkom, tako da mičkaj doda na tistem, rečemo, oreščkasti noti, malo dvigne in cimet, vemo, da cimet pa še v božič noter. In na koncu namest žličke, da prijemo ta prav moment, je cimetova palčka, zato da z elementom skupaj smetano premešamo in dobimo tak prijeten občutek. Premešamo samo 3-krat, a ne? 3-krat, tako. Tako mi delamo na severnem tečaju. 3-krat v eno smer, 3-krat v drugo smer.
da vse ozemeljske oble zajamemo. Tako, Ja. tako. Moram reči, da zelo zanimivo, a ne tudi praktično, ampak res diši po božiču že pri nas v petkovem jutru. Prava poezija, veš. Bi rekel. Tako kot Damjana. Ne? To je Tako kot sicer mešanica, ne vem, če je Damjana kakšna mešanica, tega ne vem, ampak je pa poezija. Je Tudi mešanica ona, mame ne. pa očeta, pa rečemo, da sta dve kavi, Bravo, dve Klemen, osebi. ti ne, da si pridel, si tudi bister. Dober odgovor, Klemen. Ok, torej, se to segreje na toliko, seveda boš pokazal še enkrat, kako dekoriramo, a ne, bova to umaknila, pa bova pokazala, kako se tole zdekorira, a ne, v skodelico. Ne, ta ni prava, bova vzela tole, tako, Tukaj imaš, ja. evo. Tako, torej. Notar se torej natoči skuhana, lepo sveža turška kava. Dobro, zdaj je razrečena, ampak ok. Zdaj, če koga moti zoc na koncu oziroma usedlina, bi lahko to naredil skozi filter papir, da bi usedlino Tako. pustil v jazvi, drugače ni narobe, ko se počaka 2 minuti, se usedlina zmeraj na dnu skodelice usede in ostane tam. Potem pa, zdaj, mi smo dali že v fazi kuha noter muškatni orešček pa cimet, zdaj, da to, da dobimo tisto pravično, se da mička in rečemo Še malo stepene. kalorične bombe, a ne? Tako, ja, more biti. Za trebuščaka, ne? Tako nastane Tako. in božič je nek, rečemo, da Nekaj čez da se čarobnega. pa lahko Tako, pustimo, si pa malo nehamo. privoščimo, a ne? Res je. Je tako. Klemen še posebej si lahko privošči. Ja, mi pa malo se ne manj, a ne? pozna. Božiček mi pa Leta malo tudi manj. tukaj počasi začnejo polna delati. To pa ja, to Se se reč- pri meni pozna, saj prej ga tudi nisem imel. Ampak res da ta dodatni okus da svoj čar Je, kavici. vse a da ne? rečemo cimet za povrh, to da mička na romco dvigne in na koncu koncu lepo palčka, pičimo z tako. palčko in imamo lušno. Evo, in imamo eno Pozimsko tako poezijo. lepo kavico. Bom dala tukaj, evo, za naprej, za našo ekipo. Ja, kaj ne rečem, Klemen? To bo odlično božično jutro, a ne, ob res dobri kavici. Je tako božiček? Ja, in še super točke si je pridobil. Veš, na Glej, lestvici Klemen. glede daril Če je zrasel Če malo. slučajno ni bilo dost, bo pa zdaj Je bilo. pa bilo, zdaj. je bilo že prej, Klemen. Menim, da ti je božiček obljubil eno res lepo darilo pod božično smrečico. Ja, mene letos, če bo tisto, kar sem si zaželel, je malo večje, tako malo više škatla, kot kar jaz. Tako da vse kaže na to, da bo prišel. Da bo. Tako da zdaj pa sam še od božiča. Moram reči, da imamo nekaj logističnih težav s velikimi predmeti, ampak z umetno inteligenco si bomo pomagali, pa bomo uredili. Pa bomo uredili. Klemen, hvala ti. Midva se še vidiva v letošnjem letu v silvestrskem petkovem jutru, kjer bo tudi nekaj posebnega, je tako? Res je. Ampak pustiva za presenečenje. More biti malo Tako da, hvala ti za Hvala danes. tebi. Božiček, tebe pa prosim, da se lepo usedeš na Hvala. Še stol. naprej bodi priden, Ja. ni še pravi trenutek, ni še Ja. tisto ta pravo jutro, a veš, da se ne boš zdaj pokvaril. Par ur Da še se- manjka, ampak Ja, sej bo, ja. sej bo. Da se Hvala, Klemen, hvala. usedeš tukaj na stol gosta, pa bova midva naredila kratek pogovor. Še prej pa kratek premor. Drage dame, spoštovani gospodje, smo že nazaj v naši družbi Božiček. Dobro jutro, Božiček, dobrodošel v petkovem jutru v Novem mestu. Damjana, hvala za povabilo. Lej, Res lepo. kavico sva ti s Klemnom že skuhala. Čudovito. Tako da najprej me zanima, kako se ti sploh pripravljaš na tako pomemben večer, kot je čarobni sveti večer. Glej, to je pa, mislim, s težavo odgovorim na to vprašanje, ker se zmeraj prilagajam na situacijo, ne, ki nas, a veš, lahko planiraš in načrtuješ in vse, ampak na koncu se je treba znajti, ne. Zdaj, seveda, veliko dela opravijo zame moji pomočniki, jaz tu in tam še skočim pri svojih letih, sem še kar fit, a veš. Vidim, da si fit. Ja, vidim. skočim v kakšen dimnik, ne, takole, ampak zato je pa treba malce potelovaditi, ne, tako da z jelenčki tam od septembra naprej tekamo po globokem snegu, a veš, to je za noge, ne, in tako da je treba malo potelovaditi, ne, ampak je pa res ogromno priprav, saj si predstavljaš, to je cel svet, mislim, to je toliko otrok. Na svetu, a ne? Lej, 41 let oziroma 42, bom kmalu stara, se sprašujem, kako ti odločiš, kdo je priden, pa kdo ni priden na tem svetu. In ti si zdaj predstavljaš, da ti bom jaz danes povedal, mislim, Damjana. Definitivno me Saj si zanima. pridna in prijazna in fajn punca, ampak glej,
To so pa tudi neke božičkove skrivnosti. Ja, veš. Zdaj boš me vprašala, kako zmoreš vse obdariti v enem večeru. Ja, To je tvoja skrivnost, to te ne bom glej, vprašala. Ene skrivnosti se ne vprašajo božička, tako da to vem. je pa seveda res, da je treba iti v koraku s časom. In seveda smo tudi mi upeljali razne modele umetne inteligence, tako da smo pri teh ocenjevanjih še bolj natančni bili letos. In to mi je v čast in veselje. Torej se božiček modernizira. Ja, seveda. Tudi ti uporabljaš umetno inteligenco. Ja, poglej, saj veš, nisem edini dobri mož in tukaj je veliko konkurence, tako da... Kako pa potem izbereš vsa darila za otroke? Kako ti pa to uspe? Vsaj to nam zaupaj. Ja, to so pa že leta in leta izkušenj. A veš. In zdaj včasih se zgodi, da kakšnega darila res ni ali pa ni več. Tako da takrat otroci pač ne bodite žalostni, božiček tudi ni vsemogočen, ker potem bi bil Bog, a ne, pa nisem. Ne. Tako da se pa res potrudimo do konca in moram reči, da imamo kar tale, kot pravijo, ne, success rate, a veš, tale uspeh, ne, je pa zelo, zelo visok, tako da... Sej vem, da te zanima, če imam zate darilo letos, to, kar si poslala in kar počakaj, ne bom ti vsega izdal. Ampak želje otrok se vseeno razlikujejo. To, kar smo si mi želeli, ne vem, 20 let nazaj pa danes. Kako ti uspe vse to modernizirati? Ja, sej, glej, prej včasih so se tudi vozili s konji in s kolesi, pa se danes vozimo skoraj, oziroma se vozite, jaz še zmeraj prisegam na sani, ki so seveda tudi skozi leta malce modernizirana, jasno, novi elementi v saneh in tako, ki tudi prišparajo neke energije jelenčkom, ne, in mojemu Rudolfu. Ampak, glej, to so pač takšni časi. Jaz sicer pravim, da bi in starši in družba, da bi bilo lepo, če bi malce poskrbeli, da bi imeli otroci bolj skromne želje, zato ker, veš, zdaj, če bo nekdo napisal, jaz si želim pa velik paket, ne, kot Klemen, ne, ima malo večje želje letos, ne, vse v redu, ne, ampak, glej, ne. Se Klemen v ozadju smeji. Je pa lepo, ne, saj kakšno leto se seveda potrudimo maksimalno, ampak je pa lepo, če imaš skromne želje v življenju. Ja, to je lepo, ne, da bi otroci razmišljali v tej smeri. Tako, starši pa, da bi razmišljali bolj v tej smeri, da bi več časa posvečali svojim otrokom, pa igrali kakšne družabne igre, pa šli več v naravo, kot pa skozi veseli na teh svojih napravicah. Telefonih. Jaz verjamem, da imaš ti ogromno anekdot, takšnih in drugačnih. Mogoče deliš eno anekdoto z nami, mogoče kakšno zabavno, ki se ti je zgodila na poti okoli sveta? Ja, teh anekdotic je res in anekdot nimava toliko časa, da bi zdaj kakšne take tukaj povedal. Ampak recimo, veš, včasih se zgodi, da se moji palčki tudi, veš, grejo okrog v tem večeru in mi pomagajo, ne, škratki in palčki in ni da ni, ne. Vsi se združimo, vsi dobri možje, dobri pomočniki se združijo. In potem se včasih zgodi, da se kdo tudi izgubi, a veš, in pol ga naslednje jutro iščemo, pa leži v kakšnem grabnu, a veš. Mislim, ne zaradi kakšnih posebnih stvari, ampak pač mu spodrsne, pade in tako, ne. Tako da je veliko prigod. Ampak na koncu smo vsi srečni in veseli, se dobimo na severnem tečaju, zapojemo, zaplešem. Ja, dej, da vidim, zapoj. No, bo šlo božiček, bo šlo počasi. Ja. No, da vidim, kako Siri, bo to. play music. Tarara, 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 tam, tam. Tija, ta, ta, tita, ta, tja, ta. Ne? A še znam? Odlično, In tako traja rajanje pozno v noč, do jutranjih ur pa zdržijo samo ta mlajši pomočniki. Ja. Zaupaj mi, kaj potem počnete ostale dni, ko ni božič? Jo, to pa počivamo, a ne? Mislim, nabiramo energijo in tako. Fino se imamo. Lepo je potem biti vse dni doma. Kaj pa tvoja žena, Božička? Kako pa ona gleda na vse to? Ja, ona je pa najboljša žena na svetu. Ona pa skrbi zame ves čas, celo leto je treba skrbeti zame, da sem jaz v top formi.
ne, da decembra skočim in naredim to, kar je moja naloga. Tako da brez moje božičke bi bil pa čisto izgubljen. Kaj ti Veš, dobrega ljubezen skuha? je najlepša Ja. stvar na svetu. Ne. Kaj pa ti kaj dobrega skuha? Pa jaz imam rad vampe. Zanimivo. Vampe, ja. Mislim, so vampi iz tudi različnih naših živali, ne, tam na severnem tečaju, kakšnih takih posebnih. Imam rad tudi tak začinjene, ne. To imam rad. Pa imam rad veliko zelenjave, sicer, a veš, na severnem tečaju ni zdaj nekih idealnih pogojev, ampak imam prijatelje po svetu, pa smo v dobrih odnosih, pa mi pošljajo kakšno pošiljko, tudi sveže zelenjave in sadja, tako da skušamo stati fit pri teh letih. A ne. Ampak vseeno, je še kakšna anekdota, ko obdaruješ otroke, zihar se ti tudi kaj zgodi na tej poti okoli sveta? Marsikaj se zgodi, pa marsikaj tudi ni za javnost, Damjana, oprosti. Ne. Mogoče ti bom zaupal potem kasneje. Ne. Kaj pa kakšen dimnik in te stvari? To sem se jaz vedno spraševala, kako Božičku uspe priti v hišo, vse je tako pod smrečico. Osnovna težava pri celi tej moji nalogi je, da jaz potrebujem trebušček za to, da imam dovolj energije, da to v eni noči vse naredimo. A ne? In zato pač moja božička poskrbi, da se jaz lepo zredim in da mi trebušček nikoli ne uplahne. Ne? Ampak seveda je pa težava, če me kakšen dimnikar takole potegne, ne? In je ta dimnik pretanek. Ne? In pol se pa kdaj tudi zataknem. Ne za ta zadnjo, ampak tu vmes. In pol mi morajo škratki na mesto, pa vsi pomagavčki skočijo skupaj in me povlečejo, ne, gor ali pa dol. Zanimivo. Še vedno mi pa ni jasno, glede na to, koliko vas je, ne, kako ti to uspeš vse organizirati, da je to res potem za Božič vse pod smrečico. Celoletna priprava. To je pa izjemna priprava, to je pa neverjetno delo skozi celo leto. Še posebej zato, ker otroci pišejo Božičku v zadnjem tednu. In potem, kako naj jaz uspem vse to? Ne? Imam veliko pomagačev, ampak če mi pišete septembra, bom lažje. Boš lažje se zorganiziral. Ja, seveda, ker pa imam Amazon pa vse. Pa zaupaj mi, je pomembno, kako se napiše pismo, mogoče dava zdaj navodila otrokom in odraslim, a ne, da bodo drugo leto vedeli, kako in kaj? Ja, najprej je pomembno, da napišete svoje ime. Priimek morda, ali pa tudi ne, naslov imamo, ne. Dobro. Razen za kakšne novorojenčke, tam se lahko kdaj zaplete, ker občine imajo veš te stare sisteme in ne poročajo tako hitro, ne. Tu bi bilo pač, ne, kakšnim županom in tem veljakom, da naj to malo osvežijo, da bom prej dobival podatke, ne. Ja, in tako, mislim. In potem kaj, je potrebno, da napišemo z roko? Ja, ene lepe besede, ja, na roko imam. Na roko mora biti. Je to sicer ogromen kup pisem, ki jih preberem. Spet mi včasih Božička sedeva zvečer takole ob kaminu in mi Božička prebira, to imam zelo rad. Me včasih tudi poboža, ko bere ta pisma. Ker, sej sem rekel, ljubezen, to je največ, veš. Ljubezen, skromna darila in lepo pismo, kaj je še lepšega? Mislim, kakšno darilo je tudi fino, ne? To je bilo moje naslednje vprašanje. Se tudi vi med sabo kaj obdarite? Seveda, ampak to so take skromne stvari, veš. Recimo, kaj si ti letos zaželel? Kaj sem si že zaželel letos? Veš, malce me tudi že demenca daje, ne? Jaz sem si zaželel eno res dobro mešanico kave letos. No, to si dobil? Ker imam izjemno rad kavo. To sem dobil zdaj pri tebi. Tako? Zdaj, če bom pa dobil pod smrekco, če me bodo moji pomočniki kaj presenetili, ker veš, to je pa res nesramno, oziroma ne bi se spodobilo, da bi sam sebi pod smrekco nastavljal darilo. Tako da morda pa dobim še kaj. Še dobiš kaj. Ja. Drugače pa Božiček, mogoče, ker greva proti koncu najinega pogovora, jaz vem, da se ti mudi naprej, zdaj so zadnje ure, minute, otroci čakajo, vsi so nastrpni. Mislim, če bi me povabila včeraj, bi lažje, bi imel več časa, bi lahko 3 ure tukaj zganjala cirkus. Tako, da nam mogoče poveš neko lepo praznično misel, kaj si želiš za vse nas na tem svetu? Ja, kaj si želim? Predvsem, da bi se imeli radi, da bi, veš, ljubezen, kot sem rekel, ne? Da bi si vzeli več časa zase,
da bi pogledali vase, da bi se več sprehajali, da bi se več družili, da se ne bi kregali, ne? Da ne bom prišel do miru in ker bom pol zvenel kot kakšna misica, čeprav tako ne zgledam. Ne? Tako da ja, radi se imejte, to je najpomembneje. To je najpomembnejše. To bom tudi jaz najbolj srečen. In če v vrtcu ali pa v šoli vam kdo kaj vzame, ukrade, ali če ni po vašem, vdihnite, pomislite, se umirite in se potem pogovarjajte naprej. Ne se kregati, tega pa res ne maram. Pa meniš, Božiček, da nas čaka lepo leto 2024? Damjana, jaz sem velik optimist. Dobro. In naj bo to moj odgovor. Torej, optimistično 2024. Tako. Še zadnje vprašanje, bo snežilo za Božič? Teh sposobnosti pa nimam. In upam, da takrat, ko bom jaz na poti, ne bo snežilo. Čeprav je čudovito in krasno, ampak, a veš... A je potem lažje iti sem mi brez snega? Fino je, če je sneg, ampak da ne sneži takrat, ko sem jaz na poti, a ne? Ja, da te ne zamede. Ja, tega si pa ne želiš. Jelenčki so v redu, so pripravljeni? Ja, nahranjeni, na fitnessu so bili pripravljeni, tako da mi smo pripravljeni. Ste pripravljeni potem za obhod? Komaj čakam, najlepši večer. Kje ti je pa najlepše na svetu? Doma. Doma, to vem, da ti je doma, ampak ziher, ko vidiš, a ne, potuješ 24 ur, seveda, vidiš cel svet. To je tako čudovit pogled, ko pogledaš naš planet od zgoraj. In kaj vidiš? In vidiš, da smo vsi ena družina. Vidiš? Da smo vsi eno. In res ne razumem, zakaj se kregamo. Pa jaz upam, da se ne bomo. Si rekel optimistično 2024? Da bomo živeli v poeziji. Daj mi povej, imaš kakšno posebno uro? Te kdo opozarja na tej poti 24 ur? Ja, sem se moderniziral, seveda. Ja. Pametno uro, vse notifikationi, pim, ne? Povej mi še, kje začneš svojo pot? To je pa skrivnost, drugače me lahko odkriješ. Kdaj boš pa v Sloveniji? Nazaj? Ob pravem času. Božiček, hvala ti, naj bo res lepo čarobno. Hvala tudi tebi. Lep čarobni božični večer in da ti seveda uspe z vsemi pomočniki razdeliti vsa darila po celem svetu. Hvala za te lepe želje in še enkrat, če kdo ne bo dobil točno tistega darila, mi smo se potrudili po najboljših močeh. Tako. Lep pozdrav vsem, in seveda, da drugo leto se ponovno srečava. Če me boš povabila in če bom uspel, z veseljem. Tako, drage dame, spoštovani gospodje, mi gremo pa sedaj na kratek glasbeni božični premor. Drage dame, spoštovani gledalci, smo že nazaj, nadaljujemo z presenečenji božičnega petkovega jutra. Jaz sem navdušena, ker se nam je pridružila gostja Špela iz Term Paradiso in s sabo seveda prinesla eno veliko presenečenje. Ampak najprej, dobro jutro Špela. Dobro jutro tudi vam. Kako ste danes? Božično, že kaj obarvani? Počasi se pri nas že tudi pripravljamo na te božične praznike, kot tudi silvestrovanje. Tako da je že vse v tej smeri. Tako, okrašeno je že vse. Kaj pa vi osebno? Kaj vam bolj pomeni, Božič ali prehod v novo leto? Meni osebno bolj Božič, katerega preživimo v krogu naše družine in tako zaobidemo tudi božično večerjo skupaj. Danes smo imeli tukaj Božička, kateri od teh treh mož obišče vas doma? Pri nas je vsi trije obiščejo nas, tako da smo kar pridni. Super. Pa potem Božiček, ki se nam bo v zadnjem delu seveda pridružil, povedal, če je to potrjeno, ne? Tako, če bo tudi to leto. Če bo tudi to leto kaj prinesel. Omenila sem, danes imamo eno veliko presenečenje, ki bo nekako trajalo nekje do konca januarja 2024, ampak to bova prepustili potem, da bosta skupaj z Božičkom povedala, kaj to je. Za začetek pa mogoče neka edinstvena doživetja, ki jih je možno doživeti pri vas, v termah. Tako, dejansko Terme Paradiso smo manjši družinski hotel, kjer nam je zelo pomembno, se pravi občutki samih gostov, kako se počutijo pri nas. Ravno ta majhnost nam daje tudi
nekako pomaga nam k temu, da lahko gostje uresničijo vse svoje želje, ki si jih zaželijo. Vse se je pričelo s pizzerijo leta 1986. Takrat je bila to prva pizzerija v Zasavju, kasneje diskoteka, sedaj pa se razvijamo, lahko kar rečem, iz leta v leto. Mogoče to edinstveno doživetje lahko bi izrazili tudi bazene. Smo že 8-kratni dobitniki najkopališča v kategoriji majhnih kopališč. Sveda, to si zasluži en aplavz, bi rekla. Hvala lepa. Tudi letos smo dobili ta laskavi naziv, da se še malo pohvalimo. Smo pa tudi letos zasedli 3. mesto v kategoriji parkirnih prostorov za avtodome. Kar nam je pomembno, nam je to, da naši gostje uživajo pri nas, da doživijo ta košček kraja v Dobovi. In tudi ta glasovanja nam to dokažejo, ker gre dejansko za glasovanje gostov. Ki pridejo k vama, ne? Tako. Da pojasniva, Dobova je v bližini Brežic, je tako? Res je. Tako da tisti, ki ne poznajo, to je v Posavju, a ne? Tako. Ste nekako taka butična zadeva, bi jaz rekla. Je tako? Res je. Kot sem že prej izpostavila, smo manjši hotel in tudi mogoče ta butičnost je lahko trenutni trend v hotelski industriji, je butičnost. In menim, da mi kot majhni hotel lahko to veliko lažje dosežemo in tudi izpolnimo vse želje naših gostov. Prej ste omenili kot najkopališče že 8 let. Na kakšen način se to ocenjuje? Mogoče da dava neko pogled našim gledalkam in gledalcem. Kaj vse se ocenjuje v tem sklopu? To so glasovanja gostov, se pravi, mi dobimo določeno število glasovnic, katerih izpolnjujejo potem gosti, ki prihajajo k nam. In pa tudi gre za glasovanje preko interneta. Gostje morajo izpostaviti, kaj jim je bilo najljubše pri nas in zakaj ravno nas izbirajo, da mogoče kot potencialno najkopališče. Kaj pa ta druga nagrada? Je na podoben način? Tudi, tako. Se ocenjuje po podobnih postopkih. Tako. In kaj gostje pravijo? Katera tista storitev pri vas jim je najbolj všeč? Težko izpostavim mogoče eno določeno storitev, mogoče celoten kompleks od bazenov, ki so tako primerni za mlajše, kot tudi za starejše obiskovalce. Ponujamo, se pravi, od plavalnih bazenov do otroških bazenov s toboganim za mlajše, kot tudi tobogani za tiste, ki imajo radi adrenalin. Potem ponujamo tudi oazo Paradizo, sklop 8 savn, v katerih je FKK bazen, in pa tudi ponujemo različne programe, od vrtinčenja zraka do peelingov in podobno, tako da omogoča popolno sprostitev in odklop svojih misli. In kaj gosti rečejo, ko odidejo od vas, kaj jim je bilo najlepše? Kopanje, savne, kaj drugega, hrana? Vsak gost ocenjuje po svojem mnenju, ne? Tako da mogoče ravno celoten kompleks in na koncu tudi naša pizzerija Valentina z kakšno pico in na koncu tudi poslastek, rajska tortica iz naše slaščičarne. Mogoče imate, ne vem, kako zanimivo zgodbo, anekdoto, ki se je zgodila pri vas, ko pridejo seveda različni obiskovalci, ne samo iz Slovenije, tudi iz tujine. Podelite kaj z nami. Tako, zdaj težko izpostavim eno samo anekdoto. Mogoče pa letos smo bili dobrodelni. Tudi vaša televizija se je udeležila tega dogodka. Tako je. Ko smo povabili družino, ki si sama počitnic ne more privoščiti, in smo jim omogočili, da so skupaj še z nekaterimi glasbenimi gosti in pričarali ta poseben vtis in da so se malo sprostili pri nas. Da so doživeli malo čar terma, tudi nekomu, ki si to ne more privoščiti. Pa drugače tudi delate v tej smeri, recimo, da še komu omogočite na tak način, recimo otrokom ali karkoli, dobrodelnost? Seveda. Se mi zdi, da kar redno tega poslužujete? Tako, poslužujemo in tudi kakšnim družinam omogočimo
kopanje, če si tega sami ne morejo privoščiti. Ampak ni samo za družine, a ne? Tudi posamezniki, pari je tako, različne generacije lahko pri vas uživajo. Pri nas dejansko imamo vse, od starejših upokojencev, da temu tako rečem, do družin, do parov, tako da smo res, težko izpostavim samo eno skupino ljudi. Tako, ki bi se pri nas lahko sproščala in uživala. Ampak kakšne pa so želje med temi generacijami? Pa je kakšna razlika, bi jaz rekla, ne? Upokojenci si želijo nekaj, mlajši nekaj. Kako to se pol uskladite na koncu dneva? Mogoče ravno s tem, ko se razvijamo čez leta. S tem tudi vidimo, kakšne želje so in pa kakšni večini gosti k nam prihajajo. Zato lahko na eni strani ponudimo savne, mogoče za pare, po drugi strani pa tudi te tobogane in podobne atrakcije za tudi družine, da lahko se tudi mlajši otroci, kot tudi starejši uživajo in zabavajo pri nas. Veva, ne, da smo v dobi trajnosti, digitalizacije. Kako to pri vas recimo vpeljujete v svoj sistem? Po vseh hotelskih sobah imamo pametni sistem sob, kar pomeni, da lahko iz recepcije avtomatsko nadzorujemo temperaturo v sobah, tudi avtomatsko spuščanje žaluzij imamo, da je boljši izkorišček. Potem v naši restavraciji imamo robotka, ki nam pomaga pri strežbi gostov. Če imajo pa rojstni dan, jih pa tudi preseneti s tortico in zapoje vse najboljše. Tako da se kar trudimo, da gremo v korak s časom in postrežemo z najnovejšimi tehnologijami. Čigava ideja pa je bil tale robotek? To je kar sodobna zadeva. Tako, ta robotek je bil moja ideja. Sicer smo imeli, ker moji starši so se želeli temu malo odreči, ker vseeno vemo, da to je zdaj nekaj čist novega na trgu, pa sta nakljub vsemu ugodila moji želji in smo pripeljali tega robotka, ki je sedaj res atrakcija. Tudi gosti ga zelo dobro sprejemajo? Res ga dobro sprejemajo, tako otroci kot tudi odrasli. Ima kako ime? Tinka. Tinka, torej punca. Torej punca. Na ženskah svet stoji, bi jaz rekla. Ne? Super, odlično. Torej greste v to smer trajnosti in digitalizacije. So tudi kakšni plani za prihodnost na tem področju? Tako zdaj mogoče samo razširitev v začetku oziroma v sredini prihodnjega leta načrtujemo nadgradnjo in sicer pridobili bomo 16 nadstandardnih sob nad obstoječo pizzerijo in jih tudi povezali z nadhodom do hotela. Potem imamo tudi v načrtu izgradnjo nove recepcije in pa še 6 glamping enot pridobimo. Torej glamping, to, kar je sedaj sodobnost, tudi pri vas že potem opcija. Imamo že sedaj 3 čebeljake. Kako pa to izgleda? Je v obliki kot hiška, ampak je, se pravi, jim ponudimo medeno razvajanje. Torej kot v čebeljnjaku čebelice. Res je. Mogoče tudi rečeva še kako besedo o dogodkih, ki jih je pri vas kar nekaj. Kako je sedaj recimo v tem božičnem novoletnem času? Trenutno imamo še kar nekaj teh silvestrovanj, zaključnih zabav podjetij. Organizirano bomo imeli tudi silvestrovanje za naše goste z ansamblom. V prvi dan drugega leta pa bomo naše goste odpeljali tudi na izlet neznano. Zanimivo. Kam? Naj zaenkrat ostane še skrivnost. Tako, drugo leto pa, kot sem že povedala, načrtujemo večjo investicijo. Večjo investicijo, ampak tudi dogodki predvidevam tudi v januarju in februarju in tako naprej. Vse skozi se bo nekaj dogajalo pri nas. Ta pot v neznano me sedaj zanima. Kje boste ostali v Sloveniji ali kam v tujino? Vedno ostajamo v Sloveniji. Našim gostom poskušamo predstaviti naše okoliške dragulje, da temu rečem tako. Vsako leto tradicionalno sedaj jih že odpeljamo nekam. Kje ste bili lani? Lani smo bili tako v Repnicah eno leto, potem pri znanem vinarju na Bizelskem. Torej se držite lokalnega okolja. Tako. Za vas bo kaj praznikov, glede na to, da ste družinsko podjetje? Praznike v večini preživimo kar v podjetju.
ampak nam je tako najboljše, saj smo tudi tam vsi skupaj. Glede na to, da vsako leto rastete, a ne? Kdo je tisti glavni idejni vodja, kreativec? Ste to vi, Špela? Ne, je pa to še vedno moj oče, kateremu nikoli ne zmanjka idej, da temu rečem. Skozi pride z nekakšno novo idejo, kar vidimo tudi, no, kar pri naših gostih, kar potrebujejo. No. Ja, in je dobro sprejeto. Tako. Vseeno, mogoče, kakšni pa so trendi, hotelski trendi, recimo za prihodnost? Predvsem ta butičnost. Se pravi, da izpolniš vsakem gostu posebej, se posvetiš in jim izpolniš njihove želje. To tudi zaenkrat še obvladujemo, ker smo tako majhni. Pa gre potem v tej smeri lažje. Tako. Pa je butičnost tudi popularna v svetu ali je to bolj samo pri nas v Evropi? Moje mnenje je, da po celotnem svetu se sedaj bolj usmerjajo ljudje, tudi imajo željo bolj po tem, da so tudi ko pridejo v hotel, da so oni vedno na prvem mestu, da se jim posvetijo in da res doživijo ta raj, no, vsak zase. Kaj bi rekli, da je tista prednost, če redno obiskujemo recimo terme, kopel, wellness? Kaj je tisto, da je na koncu za nas pozitivno kot za osebe? Tako, mogoče danes še nismo izpostavili, mi imamo svojo termalno vodo, ki jo črpamo iz 706 metrov, ima kar 55 stopinj Celzija. Je pa naravno že obogatena z magnezijem, kalcijem, hidrogenkarbonatom in sulfatom, tako da res blagodejno vpliva na vsa revmatične spremembe in podobno. Po drugi strani pa oaza, paradizo, se pravi savne, onemogočajo širjenje kakšnih virusov, pozitivno vplivajo na kožne spremembe in na regeneracijo celotnega telesa. Torej ima termalna voda zelo pozitiven vpliv na tako zunanjost kot notranjost človeka, ali kako? Tako. Se pravi, vsakodnevno oziroma večkratno plavanje tudi krepi naše telo, se pravi od mišic do vsega, ima pa tudi naša termalna voda veliko pozitivnih snovi in delcev, ki vplivajo tudi na kakšno drugo notranjo bolezen. Kolikokrat na leto bi morali biti recimo v termah, da bi dosegli neko maksimalno sprostitev telesno, recimo? Verjetno tedenska sprostitev bi nam že pomagala, no, in izboljšala naš. Pa dobite kakšne povratne informacije od vaših gostov, recimo, da so imeli dober učinek na svoje telo, na svoje počutje? Ja, imamo tega kar veliko, no, da vam povem. Recimo naša neposredna bližina, železniška postaja, tudi veliko gostov se odloča in pride k nam, mogoče ravno zaradi tega, ker je blizu železniške postaje, ampak tudi imamo veliko rednih gostov, predvsem upokojencev med tednom, ki pridejo k nam tudi večkrat na teden, no, in nam izpostavijo, kako boljše se počutijo, kako je njihovo počutje, no, se izboljšalo. Torej uporaba vlaka je pa tudi trajnostni vidik, je tako? Res je, tako je. Recimo, kaj bi bila en tak popoln dan v termah? Kako bi se recimo začel, če opiševa, ne vem, ko prideš, najprej plavaš ali greš najprej se kako drugače sprostiti? Kaj bi predlagali, da je tisti pravo sosledje, a ne za telo? Mogoče vsak sam čuti, kaj je njemu najbolj ustreza. Moje mnenje je recimo najprej, da se sprostijo v bazenih, kasneje pregrejejo v naših savnah, na koncu, ko je pa že lakota tudi, pa še gredo v našo pizzerijo in za poslastek še naša tortica. Še tortica. Ne prej, da se zgubijo kalorije. Ne, tako na koncu. Na koncu. Iz kje so vse vaši gosti, iz kje prihajajo? Vem, da niso samo iz Slovenije. Večinoma še kar so Slovenci, verjetno okoli 60% imamo slovenskih gostov, se pravi, govorimo o hotelu, potem so Avstrijci, Nemci, Hrvati in Italijani. No, to so prvih 5 najbolj pogostih gostov, ki pri nas spijo. Kar se pa tiče termalnih bazenov in savn, pa v večini slovenski gostje in pa tudi hrvaški. Pa se ti gostje kaj razlikujejo med sabo? Opazite kakšne razlike po željah, po
glede na to, ne, da Slovenci vemo, da smo zahtevni, kako so pa potem tujci? Mogoče bi težko opredelila, da so ravno po narodnostni, da se spreminjajo gostje, ampak mogoče bolj glede na starostno skupino. Torej, kdo so bolj zahtevni gostje, mlajša populacija ali zrelejša? Zdaj malo malo izzovem. Naj to ostane skrivnost naša. Kaj pa drugače, imate željo se širiti še na katere druge tuje trge ali boste vztrajali tukaj, kot ste? Menimo, da nam naša največja reklama so naše gostje, se pravi iz ust do ust, in zato menimo, da so naši največji gosti pretežno Slovenci. Vsekakor nam tudi, da pridejo iz drugih držav, imamo kar nekaj gostov tudi iz manjših državic po svetu, tako da tudi to nam je v veselje, da tudi oni nas najdejo. Tako, medve prihajava zdaj do tega trenutka, ne, ko bova povedali, kaj ste vi kot presenečenje pripravili našim gledalkam in gledalcem petkovega jutra. Jaz se zelo, zelo veselim. Ampak tudi to bova naredili nekako drugače, pa bova najprej naredili en tak kratek premor, če se strinjate. Seveda. Potem pa povabiva to osebo, da boste skupaj povedala, kaj je presenečenje, prav? V redu. Tako da, drage dame, spoštovani gospodje, kratek premor, pa se vrnemo nazaj v božično petkovo jutro. Drage dame, spoštovani gledalci, nadaljujemo božično petkovo jutro in seveda presenečenje je Božiček in Špela. Špela! Evo, Božiček je že nazaj. Preden medve zaupava, kaj je to presenečenje, bo Božiček povedal, ali so bili naše gledalci in gledalke petkovega jutra pridni. In če si to seveda zaslužijo. Najprej, če smem, Špela je bila pridna, zmeraj si je želela sedeti Božičku v naročju in to smo ji uresničili, kaj ne? Tako? Res je? Sicer je zdaj že malce večja in moja noga je že, ne da si težka, ampak moja noga je že stara, ampak lepo, da sva to uresničila. Gledalci so pa seveda pridni. Če vstajajo v petek zjutraj, no, dopoldan, pa spremljajo, seveda. Si zaslužijo kakšno nagrado? Si zaslužijo. Presenečenje. Špela je tudi napisala pismo, tako kot je zdaj. Rekel si, da moje darilo bo, jaz sem prej omenila, kaj nismo snemali, da te 25. kličem, če ne bo tisto pod semrečico. Kaj pa Špela? Špela, kaj si že napisala? To bi pa vi že mogli vedeti. Ja, saj imam spisek. Bom pogledal. Zagotovo. Pridna je bila, potrjuješ? Zelo. Jaz samo mislim, da bi morala si vzeti vseeno v naslednjem letu več časa zase. Si le mlada in zmoreš delati vsak dan 24 ur, no, kakšno urco pa le zaspi, ne? Ampak vseeno, tudi če je družinsko podjetje, veš, te stvari se naberejo, poglej mene, a veš, komaj vstanem od preveč dela. Preveč dela. Evo, dal je en dober nasvet. Hvala. Tako da, Špela, medve pa sedaj, da poveva, a ne, pripravili ste eno veliko nagrado, pa eno malo manjšo za naše gledalce in gledalke petkovega jutra. Kaj bo to? Ja, tista velika je zame, kaj ne? Velika vse bo za naše gledalce. Dobro, spet jaz ostanem brez. Glavna nagrada bo vikend paket za 2 osebe, z razvajanjem v naših termah Paradizo. Super. Druga nagrada pa bo celodnevno savnanje in kopanje za 2 osebi. Za 2 osebi pri vas. Evo, Božiček, tudi ti si pomagal, da bomo razveselili naše gledalke in gledalce. Zdaj pa, da jaz povem podrobnosti, a ne? Velika nagradna igra bo potekala vse od danes naprej na naših družbenih omrežjih, pa vse do konca januarja. 26. januarja se bo Špela ponovno pridružila k nam v studio v petkovo jutro, kjer bomo seveda izžrebali velikega in malo manjšega nagrajenca in takrat tudi razglasili, kdo bo prejel to lepo nagrado. Tako da jaz verjamem, da kdorkoli bo, se bo imel čudovito pri vas, a ne?
bomo se potrudili, da najbolj. Kaj pa naš Božiček? Damjana, 26. januarja pa jaz ne morem. Jaz sem takrat na severnem tečaju in to ni bilo v pogodbi, tako da... Ne, nismo, Špelo sva rekli, da danes, a ne, da tudi ti samo pomagaš, danes. V redu, tako, ja, v da redu, damo ja, nekaj ja. pod našo božično smrečico, je tako, Špela. Definitivno pa 26. januarja pride en zelo, zelo znan glasbeni gost, ki naj ostane še za presenečenje. Tako da mi danes smo polni presenečenj. Ampak vseeno, mogoče Božička povabiva v Terme Paradiso, da pride in poizkusi, glede na to, da je zelo, zelo deloven zadnji dni. Seveda, po tem naporni ja. noči bo To bi pa zelo se pasalo. prileglo. Ja, ja. Tako. Prej naj je v ozadju poslušal, kakšen je postopek, tako da Božiček imaš iz prve roke sedaj vse informacije, kako in kaj. A ne? Sam ne vem, kako bomo to naredili zdaj, da bi bilo toliko gostov, pa da Božiček pride v kopalkah, bi mogoče kdaj po noči, da se lahko skopam. Seveda, navajeni ste tako po dnevi in po noči delati. Ja, tako je, ampak a veš, mislim, zdaj v kopalkah se ne bi ravno tam bi bilo malce Bomo uredili. smešno. Tako, verjamem, da bo Špela vse uredila. Torej, velika nagradna igra na naši Facebook strani, vse do 26. januarja. Pravila in pogoji so tudi na spletni strani, tako da verjamem, da bo veliko ljudi sodelovalo. Mi se nekako bližamo koncu tega pogovora. Špela, mogoče neka zaključna praznična misel za naše gledalke in gledalce petkovega jutra? Tako naj zaželimo najprej v imenu celotnega Term Paradiso in pa vseh zaposlenih vesel Božič. V prihodnjem letu pa obilo sreče, zdravja, osebnih zmag in pa predvsem, da si boste znali tudi vzeti čas zase in se razvajati v naših Termah Paradiso. Zelo lepo. Božiček, bo še ti kaj pripomnil za... Jaz mislim, da ima tako super energijo, da so tudi obiski pri vas čudoviti, zagotovo, in se že veselim obiska pri vas. Midva sva se kar zlila v eno, Damjana, si videla? Vidim, ja. Vidiš, kako Zelo. čudovito. Čudovita božična oddaja, bi jaz rekla. A si vesela, ker si sedela pri Božičku Seveda. končno? No, vidiš. Ena želja manj. Moram reči, Špela, da to tudi meni ni uspelo, a ne, da bi se usedla k njemu na ročje. Ne še. Tako Ko da si bila Špela, majhna, nisi bila dovolj pridna in ni šlo, morda pa ti danes uspe. mogoče mi pa danes uspe. Tako da hvala vam, Špela, a ne, za obisk v studiu in seveda za dve res lepi nagradi. Tudi z naše strani vse lepo dobro, seveda predvsem obilo zdravja, radosti in smeha. Božiček, midva pa se tudi nekako poslavljava v tem delu, ker ti že šibaš naprej. Ja, mene že čakajo, so mi že, veš, koliko imam že sporočil, kaj delam. Ja, si povedal, da si v petkovem jutru, a ne? Ja, seveda, ampak moram naprej. Mora naprej. Tako da hvala obema. Hvala vam. Tako, drage dame, spoštovani gospodje, mi pa gremo na napovednik dogodkov, potem pa seveda zaključujemo, tako kot ponavadi, glasbeno. Vabljeni, da se pridružite obilju dogodkov in ustvarite nepozabne praznične spomine tudi v tem čarobnem decembru. Poglejmo, kaj nas čaka. Petek, 22. december. Drsanje ob diskoritmih na drsališču v starem mestnem jedru Krško. Privoščite si nepozabno doživetje na prazničnem drsališču Advent Novo mesto 2023. Sobota, 23. december. Dedek Mraz prinaša radost in darila za otroke. Obiščite ga v Kulturnem domu Suhor, Kulturnem domu Metlika in Kulturnem domu Gradec. Pridružite se tudi čarodeju Janiju in doživite prihod Božička na gradu Ribnica ali pa uživajte v božičnem koncertu solisti, ki ga bo izvedel pihalni orkester kapele. Nedelja, 24. december. Doživite čarobnost božičnega pohoda z baklami v Dolenjskih Toplicah. Torek, 26. december. Vabljeni na blagoslov konj v Stranski vasi, Štefanovo 223 v Dolenji Stari vasi pri Šentjerneju ter 33. žegnanje konj na Osrednjem trgu v Šentrupertu in pa pri cerkvi svetega Štefana v Štefanu. Pustite se zapeljati čarom praznične atmosfere in dovolite, da vas napolnijo čarobni trenutki. Vem
poslal. Ko ples bil je naju, srce je našlo svoj pristan. Kot morje rabi sol, ptica krila daleti. Ob meni tvoj korak, si veter, si moj zrak, ki hrani me. Kot staro vino z leti, boljša sva, z valovi sanjava. Le s teboj mi duša poje in igra. Zavedno, s tabo dobro je, s tabo zmorem vse, objemi me. To ni za eno noč, mi dva zavedno sva in skupaj plujeva. Tebi dal vse spomine, nove se predal. Ob meni tvoj korak, si veter, si moj zrak, ki hrani me. Kot staro vino z leti, boljša sva, z valovi sanjava. Le s teboj mi duša poje in igra. Zavedno, s tabo dobro je, s tabo zmorem vse, objemi me. To ni za eno noč, mi dva zavedno sva in skupaj plujeva. Kot staro vino z leti, boljša sva, z valovi sanjava. Le s teboj mi duša poje in igra. Zavedno, s tabo dobro je, s tabo zmorem vse, objemi me. To ni za eno noč, mi dva zavedno sva in skupaj plujeva. Tak dan, spoštovani gospodje, kot sem obljubila, zaključujemo božično petkovo jutro glasbeno. S svojim talentom in glasom nas je že nekako popeljal v ta zadnji del Gašper Rifelj. Dober dan. Dober dan, še enkrat, z velikim veseljem. Hvala za povabilo. Ker da je ura že 11:30, ne? Ja. Nekako dober dan, ni več dobro jutro. Zaupaj, kako si sploh zašel v glasbene vode? Si to že od nekdaj začetki. želel, že kot majhen otrok? Pa kaj pa vem, se mi zdi, da nisem namensko tako planiral, da se bom ukvarjal z glasbo. Nekako je bilo pri nas doma veliko povezano z glasbo, že od ranega otroštva. Moj oče je tudi zelo lepo poje, mami isto. Takrat so mi kot majhnemu fantu položili harmoniko v roke, tako da so bili moji začetki predvsem z diatonično harmoniko. Potem sem ta inštrument zamenjal za kitaro in klavir. Pol je pa v bistvu to zelo spontano vse nekako potekalo. Imel sem še neke druge ambicije, oziroma sem si želel profesionalno postati arhitekt. Potem pa bolj sem se nekako odmikal od glasbe, bolje nekako glasba prihajala nazaj k meni. Tako da potem sem se odločil tudi za šolanje na konzervatoriju za glasbo, potem sem še The Voice College v Londonu delal in tako, da sem zdaj na polno v glasbi, zdaj zadnja leta spet malo več, v bistvu tudi sam avtorske pesmi ustvarjam in ja, nekako se prepuščam temu življenju, no, kam me pelje. Kam te pelje? Kako bi opredelil svojo zvrst glasbe? Kam bi se opredelil?
Ja, zdaj vsi, ki me poslušajo, pravijo, da moja glasba je veliko imam baladnih pesmi. Nekaj to je nek pač tak pop. Jaz se trudim zadnja leta, da delamo dobre, kvalitetne stvari. Probal sem že marsikaj, tudi bilo je tako, da dokler nisem mogoče jaz točno vedel, kaj bi rad, je nekako vsak producent me videl v neki svoji podobi in smo potem malo, nekako bi rekel po domače, sprobavali, v kateri obleki bi se jaz najbolj počutil. Ampak se mi zdi, da se zdaj vsako leto bolj počutim in v svoji koži in v tem, kar ustvarjam. In tako je tudi nekako odziv mojih poslušalcev. Zelo sem vesel, da je iz leta v leto več teh poslušalcev, da imam tudi svoj band, s katerim smo v letošnjem letu naredili precej enih koncertov po kulturnih domovih. In ja, vesel sem, da so koncerti lepo obiskani in da ljudje vse bolj nekako sprejemajo mojo glasbo. Kako je biti glasbenik v Sloveniji? Je to dobro? Kako bi ocenil ta trenutek? Glasbeno dogajanje? Glasbeno, meni je to jaz si štejem, nekako sem hvaležen za to, da lahko počnem to, kar počnem. Seveda so izzivi kot pač pri vsakem poklicu. Jaz poleg koncertov, poleg glasbe imam še svoj glasbeno-umetniški center tukaj v Novem mestu, tako da nekako skupaj z mojimi prijatelji in mentorji predajamo znanje tako mlajšim kot tudi starejšim. In mi je tudi tudi ta vidik glasbe zelo blizu, da lahko nekako poučujem naprej otroke. Drugače pa, ja, jaz sem hvaležen, da lahko to počnem, da sem lahko med ljudmi, jaz si to štejem nekako v to poslanstvo in je lep poklic. Hkrati, kar je pa mogoče najtežje pri tem, je to, da nimaš nekega konstantnega urnika, da si skozi nekako malo odsoten od doma, recimo zdaj december je pač poln obveznosti, ampak vesel sem, da je tako, da smo med ljudmi glasbeniki, da razdajamo dobro voljo in ja, lepo je živeti glasbo. No. Preden te vprašam, kje nastopaš decembra, nam zaupaj, omenil si, poučuješ otroke, kako to izgleda, kako je to predajanje glasbe naprej. Ja, te povabim, da prideš v naš glasbeno-umetniški center, pa da preizkusiš evo iz prve roke. Drugač pa, jaz, ko sem bil oziroma študiral v tujini, sem nekako malo dobil neke vzorce učenja, ki so mi bili zelo blizu, kako v tujini delajo. In je najbolj pomembno to, da vsak je edinstven, ki pride in moraš za vsakega posebej narediti nek program, se prilagoditi njemu. Vsak ima neke svoje izzive oziroma neke težave, če se zdaj osredotočam na glas ali pa na recimo igranje kitare. In ja, moraš prilagoditi stvarem. V našem centru, kar si jaz želim, je to, da naši učenci, da se vse bolj povezujejo, tako da recimo nekdo, ki hodi na kitaro, klavir, potem zelo hitro, ko je pač toliko sposoben, že spremlja kakšnega pevca in tako naprej. Tako da res ratuje ena taka, bom rekel, res lepa skupnost. Zdaj ravno pretekli vikend smo imeli kar 3 božične koncerte v naši dvorani v Novem mestu. Tako da ja, lepo je videti to zgodbo, lepo je videti, kako ta zgodba iz leta v leto raste. Kje pa lahko vidimo tebe zdaj še seveda med temi glavnimi božičnimi novoletnimi prazniki? Ja, prihodnji teden imamo z mojim bendom 2 res velika božična koncerta, se ju res veselim. In sicer smo v torek 26. decembra ob 7. zvečer v kulturni dvorani v Straži. Potem dan zatem, v sredo 27. pa smo v kulturni dvorani v Stični. Tako da vstopnice se še da dobiti na Eventimovih prodajnih mestih. Ja, veselim se, to bo en tak lep praznični program smo izbrali, poleg seveda nekaterih mojih avtorskih pesmi in mislim, da bo to res en tak čudovit večer. Omenjaš, avtorske pesmi. Kaj te navdihuje, ko jih pišeš? Imaš kak poseben ritual? Zelo različne stvari. Včasih me navdihnejo kakšne moje življenjske izkušnje, včasih me kakšen pogovor navdihne med kom, včasih me kakšna zgodba inspirira, recimo, ki jo slišim, recimo tudi od prijateljev. Januarja 2024 bom izdal novo pesem in ravno v bistvu nek navdih te pesmi sem dobil od ene prijateljice, ker se je ena zgodba zgodila, tako da različno se mi zdi, oziroma najbolj pomembno mi je to, da črpam iz življenja. Se mi zdi, da se ljudje potem najbolj lahko poistovetijo s temi stvarmi. Kaj te čaka v letu 2024?
Že imaš kakšne plane? Tako kot sem omenil, januarja izdajamo nov singel, potem pa 17. februarja imam veliki Valentinov koncert prav tako v Novem mestu in bom imel ene zelo krasne posebne goste, ki se jih zelo veselim. Tudi z njimi bomo februarja prav za Valentinov koncert naredili eno skupno pesem, tako da to bom malce kasneje v januarju razkril, kdo to je in katera pesem bo zazvenela v neki novi podobi. Potem pa nastaja že moj drugi album, tako da tudi to bo veliko ene pozornosti, kar se tiče glasbe in ja, veliko nastopov, veliko koncertov, potem, ko se začne enkrat pomlad, so spet tukaj poroke, na katerih tudi igramo, no, tako da ja, si obetam lepo leto. Veliko obveznosti. Omenil si drugi album, kakšna zvrst, kakšna glasba bo na tem albumu, mogoče malo razkriješ? V bistvu bom sledil nekemu stilu, ki ga ustvarjam zdaj zadnji 2 leti, se pravi, predvsem je to tak bendovski pop zvok, zelo pomembno mi je, kakšno je besedilo. Tukaj dajem velike nepozornosti, da so res, kot sem že omenil, besedila črpana iz življenja. Tako da ja, en tak pop primес benda bo tudi drugi album. Je kakšna želja tudi po tujini? Vem, da slovenski glasbeniki imajo zelo veliko želja, ne, po nastopih v tujini, tudi ti mogoče? Mislim, sigurno, ampak jaz grem nekako zdaj v zadnjih letih korak za korakom in se malo prepuščam, kam me stvari peljejo. Drugo leto si želim narediti ponovno eno lepo turnejo po kulturnih domovih. Poleti imamo v planu tudi 2 grajska koncerta. Tako da, ja, bomo videli, absolutno. Tujina, to si vsak si želi, seveda, imeti še večji trg, ampak se mi zdi, da je pa tudi to pomembno, da te doma ljudje spremljajo, da te sprejmejo in vesel sem tudi zato, no, rad pridem na televizijo, vaš kanal, ker to je lokalni medij in sem vesel, da me lokalni medij podpira. Prav tako, ko sem v Novem mestu, čutim eno sprejetost in vedno, ko imam koncert v Novem mestu, moram reči, oziroma se lahko pohvalim, da je res zelo hitro je koncert razprodan in to mi res veliko pomeni, da imam prav doma tako veliko podporo. Imaš kakega glasbenega vzornika? Rad spremljaš koga? Ja, rad spremljam, seveda. Inspirirajo me absolutno dobri vokalisti. To je stvar, ki mi je zelo pomembna. Veliko časa namenjam tudi sam temu, trening vokalni in tako naprej. Se mi zdi, da si res lahko vsako leto boljši in boljši. Ja, veliki vokalisti, kot je recimo Freddie Mercury, kar se tiče, recimo, on mi pade na pamet. Zelo rad imam tudi klasično glasbo, no. Na konzervatoriju sem prav klasično petje tudi delal, oziroma se ga učil, tako da, ja, veliko je teh idolov, tako da. Kaj pa od slovenskih glasbenikov? S kom rad slovenskih, oziroma bi želel sodelovati? Zelo resnično spoštujem Nino Pušlar, se mi zdi res glasbenica v pravem pomenu besede. Vesel sem, da sva tudi že imela priložnost skupaj zapeti. Ja, absolutno bi se nadejal kakšnega lepega dueta z njo. Tako da ja, ona evo mi prva pade na misel. Tudi zdaj je imela odličen... Ja, bil sem na tem koncertu v Stožicah in res bilo izjemno. Za slovenskega izvajalca je bil to res zagotovo šov v vseh presežkih. Tudi kakšna tvoja želja v tej smeri imeti tak en velik koncert v Areni Stožice, to je pa sanjsko, no. To se mi zdi, tako kot je Nina na koncertu povedala, da je že kot majhna punčka sanjala o nekim, da bo pred tako veliko množico lahko nastopala. To mislim, da si vsak glasbenik želi, da je njegova glasba v tako veliki meri sprejeta, ne. To so res posebni občutki in absolutno to mislim, da so želje vsakega, ki ustvarja na glasbeni poti. Nekako glasba oziroma glasbeniki imate to moč, da združujete ljudi, ne? Tudi ta decembrski čas je namenjen, malo tako obarvan, da se družimo, da smo veseli, ne? Kako komentiraš
torej vaše, da zelo dobro vplivate, no? Ja, na mislim, ljudi. glasba je itak, se mi zdi, da je vse povezano z glasbo. Ne? Če si recimo žalosten, ti glasba pomaga mogoče prebroditi neke težke trenutke, če si vesel, glasba samo še potencira to veselje. Ne? In meni je vedno zanimivo, recimo, ko prideš v nek prostor, pa imaš koncert, ne? Na začetku vedno čutiš, da je tako malo so ljudje recimo lahko malo zadržani in tako naprej. Ne? In potem, ko gre koncert, pa zapoješ drugi, tretji, četrti komad, se ljudje že malo klimatizirajo prostor, na koncu pa, ko vidiš, so pa žarijo obrazi, ne? In gredo veseli domov in potem vidiš, da si naredil nekaj dobrega, da si ljudem dal neko lepo energijo skozi glasbo, skozi sebe, to, kar si, ne? In ja, glasba absolutno ljudi dela bolj srečne in se mi zdi, da je ravno to tisti prvi pravi pomen. Zakaj je lepo delati glasbo in jo deliti med ljudi? Kako pa ti gledaš na ta sodoben čas digitalizacije? Ne? Se da še v glasbi narediti kaj drugačnega, kot je bilo, ne vem, to 20-30 let nazaj? A se misliš, kar se tiče neke produkcije? Tako, ja. Mene v bistvu osebno najbolj pobožajo stvari, ki so zelo naravne in surove, bi temu rekel. Meni še vedno najlepše, če lahko zapojem samo ob spremljavi klavirja ali pa samo ob spremljavi kitare, se mi zdi, da take stvari, kjer človek uživo zaigra, ko da svojo dušo in srce, so še vedno najlepše, kljub temu, da imamo ogromno enih orodij, ki lahko zelo moderno produkcijo naredimo, ampak ljudi na koncu še vedno najbolj poboža glas, en inštrument in to, da se ljudje tudi vračamo v glasbi k nekim koreninam. No. Danes seveda naš gost tudi Božiček, ki je omenil, Ja. da omenja, te lepo pozdravijo, si je rekel, da si bil priden, torej zihar bo nekaj Nekaj bo, nekaj bo. nekaj zate pod smrečico, ampak vseeno, on je samo omenil, da se je moderniziral in da že uporablja umetno inteligenco. Aha. Kako ti gledaš na to področje v glasbi? To, kaj pa vem, ne? To je zdaj ena stvar. Meni se zdi, da so moderne tehnologije super do neke mere, dokler jih potem človek ne izrablja prekomerno v neke absurdne stvari. Se mi zdi, da če gre to za neko pomoč, zakaj ne? Ampak vse ima neko svojo mejo, no? Nekega okusa in tako naprej. Pa bi se poslužil teh novih orodij? Veš, Ali meniš, da si ne še poznam toliko še zelo te umetne inteligence, da bi zdaj lahko rekel. komentiral. No. Ja. Torej si še vedno spontan, da Ja, pride v bistvu, v bistvu. glasba iz tebe. Veliko je tudi mladih glasbenikov, ki si blazno želijo uspeti v Sloveniji. Kakšen nasvet bi jim dal? Danes recimo tudi srečujem, ko v našem centru poučujemo, imamo veliko izvrstnih pevcev, res veliko dobrih pevcev, ki so tudi pripravljeni veliko delati, ampak je mogoče mlajši, ki začenjajo, si želijo, tako kot vse stvari, ne? Mi imamo recimo ravno s to tehnologijo, imamo vse na dosegu rok. Zdaj, če si jaz želim, ne vem, pogledati, ali ne vem, smučišče Krvavec obratuje, pogledam na Google in pač imam ta podatek, ne? Vse je na dosegu roke. Ne? Pri karieri, pri glasbeni karieri je pa to tek na dolge proge in potem je ravno malo tistih, ki zares pač vztrajajo. Ne? Jaz, če rečem, recimo 2009 sem začel, pa vmes tam 6 let, 7 nisem praktično nič izdal, ker sem res mislil, da bom šel popolnoma ven iz glasbenih voda. Potem pa se mi zdi to najbolj pomembno, da vztrajaš, da delaš predvsem glasbo rad, da imaš rad. Jaz nekako glasbo živim, ne kalkuliram zdaj toliko, niti ko izdajam pesmi, zadnje čase ne kalkuliram toliko, pa včasih čisto iskreno, če povem sem, da me bo neka radijska postaja vrtela. Zdaj pa predvsem želim, da glasba izhaja iz mene in se mi zdi, da je to nek recept, da si iskren, da delaš in da vztrajaš in zagotovo pridejo potem poslušalci, ki poslušajo tvojo glasbo. Torej recept Recept je delo in in vztrajnost in slediti sebi. Slediti sebi. Smo res v tem božičnem času. Kako ti doživljaš te božične novoletne praznike, tradicionalno ali kako drugače?
Letos res veliko na odru, december je zelo, zelo pester, ker sem zelo vesel, ampak zdaj, ko prihaja Božič, se ga zelo veselim. To mi je res tak praznik, ko se zberemo vsa družina na kupu, ko je ta delček tega miru, ko si podelimo veselje znotraj družine, tako da to mi res veliko pomeni. Ta Božič mi je eden najljubših praznikov. Potem pa ja, Božič, ko bo minil, še ta dva koncerta, ki sem jih omenil, potem tudi silvestrski nastop v Šmarjeških Toplicah, kjer letos igramo z bendom. Kako je to nastopati za Silvestrovo? Vsi se Super. zabavajo? To mi je vedno sprašal, pa zakaj Silvestrovo? Meni je Silvestrovo res navajen, sem že zadnjih 10 let, razen pustimo čas korone, da sem med ljudmi za Silvestrovo. Meni je super. Obdan sem z svojim bendom, ki so itak moji tudi najboljši prijatelji, tako da Je to to? mi je to, ja. Trije možje so, a ne, v decembru, kateri so pri vas doma, kateri obiščejo. Je to Miklavž, Božiček ali Dedek Mraz? Zdaj, ko sem bil jaz otrok, je bil vedno Miklavž. Je bil Miklavž tisti in se prav spomnim, takrat so bile še, ne, to je bil, recimo, ne vem, zdaj sem star 33, se pravi 20 let nazaj, recimo dobri 20 let nazaj, so bile še res take prave zime, ne, in se spomnim, da decembra je bilo vedno za Miklavža ogromno snega, ne, in sem ga komaj čakal, da je bilo vedno polno daril. Zdaj zadnje čase imamo pa v bistvu nekako večjo pozornost dajemo Božičku, ampak to samo zato, ker se takrat res zberemo vsi in lahko skupaj podpiramo ta darila in tako naprej. No. Tako kot sva pričela, bova tudi zaključila, ne, s tvojo pesmijo. Izbral si eno tako za zaključek, sva rekla, božično. Mogoče malo poveš, kako je nastala, o čem bo govorila. Ta pesem je pa zelo taka luštna štorija. 2020 je nastala, ko je bila korona, ko je bil tisti glavni val, ko smo bili vsi doma in sem potem ravno iz tega časa črpal pravi tekst, da to leto bi pozabil, a ne bi zbrisal vse. Ne? Tako da vedno pač skozi leto se zgodijo kakšne stvari, ki bi jih malo izbrisali, ampak spomnimo se pa na koncu itak tistih, ki nam pobožajo srce, ne? Tisti ostanejo za vedno in kar bi zdaj ob koncu najnega pogovora želel tebi in vsem vašim gledalkam, gledalcem, da si v letu 2024 ustvarite čim več lepih spominov, ki si jih boste še dolgo, dolgo spominjali. Saj trenutki so tisto, kar šteje v dnevu. Je tako? Ravno to govori pesem, ja. Tako. Gašper, da ne bova preveč govorila, seveda ti si glasbenik, tako da jaz ti bom zdaj prepustila, ne, da zaključiš glasbeno, tako da hvala ti, a ne? Hvala za povabilo, z veseljem. Tako, hvala tebi, vse dobro in seveda še veliko, veliko glasbenih uspehov v 2024. Najlepša hvala, srečno tudi vam. Spet je tukaj Božič, to je ta večer, ko toplina objame. Vem, dobro mi je, to leto bi pozabil, a ne bi zbrisal vse. Ta trenutek s tabo luč v meni prižge, na glas zapoje srce. Daj poglej okoli sebe, vse, kar rabiš ob tebi je. Naj nocoj bo trenutek sreče, naj zapoje srce. Pusti, da objem pogreje, da odnese vse skrbi. Danes je vse, kar šteje, nocoj srce poleti, nocoj naj se slavi. Daj poglej okoli sebe, vse, kar rabiš ob tebi je. Naj nocoj bo trenutek sreče, naj zapoje srce. Pusti, da
se slavi Božič. Drage dame, spoštovani gospodje, pa smo prišli do konca božičnega petkovega jutra. Hvala vsem, ki ste nas spremljali. Seveda vam želim čaroben božič, poln radosti, poln zdravja in seveda poln ljubezni. Se vidimo prihodnji petek, ko bomo silvestrsko obarvani, tako da do takrat pa vse lepo, vse dobro in seveda uživajte v praznikih.